6 leti so ti policaji vključno preiskavo. Moram priznati, da so bili izjemno korektni. Tako da, kar so potrebovali, so dobili pogled. Zaključil sem tam doma okoli 10, ko so lahko polosni prišel odvetnik. Tudi v mestni hiši so peljali tisto, kar je potrebno. Kaj me pa družijo, je pa zelo zanimivo, gre za projekt Stožice. Sicer, zdaj pa sem uspel prebrati 3 točke. Eno govori o nevestnem poslovanju, drugo o zlorabi položaja in tretja govori o goljufi pri pridobivanju evropskih sredstev. Čimer je pa najbolj zanimivo, da tisto, kar so nam nazaj vzeli 2 milijona, je sodišče dalo nam za prav, tako da nam morajo vrniti. Policijsko delo je bilo maksimalno korektno, sem pa pravzaprav po vseh teh letih prakse presenečen, na kakšne pravljice slovenska sodišča izdajajo odredbe za hišno preiskavo. Najlažje od vseh odločb v tej državi je odločbo ali pa odredbo o hišni preiskavi očitno. To je ratala neka modna muha. Zadeva je zaključena, župan gre po svojih pravilih. Mu ni niti odzeta prostost, niti ni aretiran, tukaj narobe piše v nekaterih medijih. Verjamem v pravosodje, verjamem v organe, končno so prišli, tako da se bo nehalo pisanje skozi posamezne kanale za posameznih medijev. Imajo vse dokumente, sedaj pa ne izvolijo. Vzeli so doma pri nas ženi računalnik in moj iPad, ki sem ga dobil za novo leto, končno bo zdaj uporabiti, ker do zdaj ga še nisem prižgal. Sem rekel, da sem mojim kolegom tu so pobrali računalnike od vodje kabineta, in pa obeh tajnic, jaz ga pač nimam. In vse vzeli papirje, ki so bili Stožice, ampak te papirje so tak in tak ne na enem mestu. Te so na 5-6 mestu. Pri nas vsaka zadeva gre skozi 3 roke,